nami je že Franci Pušavec iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Franci, kaj vas je pripeljalo na industrijski forum IRT? Industrijski forum IRT, tako kot vsako leto, radovednost, pa zbiranje informacij, kaj je novega, kje lahko tudi mi kot fakulteta pomagamo, kje lahko mi kot EIT Manufacturing Hub pomagamo, bodisi v industriji, bodisi pri nekih mladih inovatorjih. Do študentov itak imamo dostop, imamo jih na dosegu, mi jih praktično jim samo hočemo pomagati. Potem takem pa je IRT forum v malo drugačni vlogi, in sicer je to mesto, kjer lahko sami vadijo, promovirajo, se povežejo z gospodarstvom, z njihovo idejo. In kako poteka to povezovanje, ta most med študenti in industrijo? Z vidika študentov je most malo drugačen kot pa z vidika industrije. Študentje iščejo potencial, iščejo pomoč, iščejo možnost razširjanja njihove ideje v neke industrijske aplikacije. Industrija v Sloveniji je izredno močna in če se študentom odpre vrata do industrije, je to ogromen. Študent je to tisto, kar iščejo. In na IRT forumu je ogromen slovenske industrije, dobre industrije. Zdaj, če uspemo to predstaviti tukaj, vse te ideje, industrija to vidi, je to, kar želimo. Mlade glave imajo tudi prebojne ideje, ampak ali te prebojne ideje lahko pridejo nekam na velik trg, ki ga obvladujejo veliki igralci, velika podjetja, in kako? Jaz mislim, da vsekakor. Mlade glave imajo čisto dovolj potencijala, čisto dovolj inovacij ali pa čisto primerljivo kot raziskovalci v raziskovalni sferi ali pa v industriji so primerljivi, imajo pa neko prednost, da so bistveno večji entuzijasti v tistih svojih idej in kljub temu, da financ morebiti nimajo ogromen, spravijo te ideje do dokaj visokega nivoja in jim je treba samo še malo pomagati, pa bo to šlo. Tudi na tej sekciji EIT-ja je bilo videti super inovacije, tudi ne samo, da imajo inovacijo, tudi imajo razdeljeno, kako jo bojo spravili na trg, s poslovnim načrtom, vse imajo pripravljeno. Seveda so tudi tukaj omejitve, ki jih morebiti oni ne vejo, pa še bolj, da jih ne vejo, so še bolj entuzijastični, pa lažje bojo šli naprej. Tako, če ne veš, kje so ovire, jih ne vidiš, a ne? Tako. Včasih so študenti se potegovali za štipendije uspešnih podjetij, danes pa ustanavljajo zagonska podjetja. Kaj ta preskok pomeni za sodobnega študenta? Ali zaradi tega, ker so bolj vključeni v podjetniške vode, že tekom študija tudi manj študentov postane strojnikov v vašem primeru? Ne vem, če je to povezano s tem, koliko študentov postane strojnikov. Vsekakor se moramo kot družba orientirati v inženirstvo. Lahko je to malo mnenje nas kot del tega, ampak tudi širše. Družbo bojo popeljali naprej inovacije in tako, kot je bilo danes rečeno, Slovenija ima velik manko v inovacijah. In tudi relativno, če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, smo prenizko in moramo iti naprej. Eden od ciljev ali pa od meril, kako se pa merijo inovativnost, je pa v številu spin-outov, številu novoustanovljenih podjetij. In študentje so dovolj izobraženi in če imajo inovativno idejo, je to ključno, da jih podpremo. Več, ko bomo imeli teh podjetij novoustanovljenih, ne bojo vsa uspela, to je logično. Več, ko jih imaš, določen procent pa pomeni tisto, kar lahko naredi napredek tudi na slovenskem prostoru. Kakšen je torej vaš recept, kako dobiti čim več inovatorjev, patentov? Jaz mislim, da, tako kot je bilo spet prej rečeno, vsi moramo sestaviti mozaik oziroma kocko v mozaiku in če bomo podprli vse take inovatorje z prostorom, z financami za to, da oni lahko tisto svojo idejo uresničijo, je to več kot dovolj. Torej samo promocija oziroma support nacionalno v inovacijski ekosistem in drugo, da jim omogočamo prostor. Na Fakulteti za strojništvo smo v lanskem letu odprli odprti laboratorij, v enem letu ogromen rezultatov, kar nekaj ekip študentskih, ki so entuzijastični, ogromen dogodkov, tedensko novi dogodki in največja bojazen je bila, kako bo tak odprti laboratorij zaživel, a ga bo treba potiskati, bomo mogli imeti zaposlene tam noter. Ne, študentje so toliko samomotivirani, da to kako bi temu rekel,
sama organizacija poteka noter, vse poteka samostojno. Samo neke minimalne sredstva so noter dana, zato da študentje imajo opremo. Je pa tudi odnos industrije do odprtega laboratorija zelo pozitiven. Se priključujejo, dajo noter in finančni vložek in neko opremo, neka orodja kot donacije, kar je super. Je prav tole akademsko-zasebno partnerstvo pot do uspeha? Akademsko-zasebno partnerstvo, to nisem čisto dobro razumel. Sodelovanje, denimo vaše fakultete z podjetji zasebnimi, ko študentje rešujejo izzive podjetij v vašem laboratoriju, denimo. Ja, ampak v tem primeru ne gre za to, da bi podjetja dajala neke probleme, ki bi jih študenti reševali. Ker to so potem že spet interesi podjetij. Namen odprtega laboratorija je, da študentje z lastnimi rokami, z lastno idejo nek svoj izdelek spravijo oziroma naredijo razvoj tega svojega izdelka in ga postavijo na trg. To je malo drugače, zato potem v tem primeru so študentje samo motivirani, da bodo to delali. Entuzijasti, da bodo to, kar so se zamislili, spravili na trg. In je fajn seveda, da imajo podporo industrije, ampak samo za vodenje, ne pa zato, da bi jim problematiko vnašali. To je nek drug princip, ker tam, ko ti industrija pripelje neko problematiko, pa jo ti kot študent rešuješ, ti imaš zavezane roke, ti nimaš možnosti to peljati v spin-out v neko industrijo, mislim v neko svojo zgodbo. Tam ne gre, tam je IP potem od podjetja. In to je pa potem že omejitev odprtega laboratorija, to pa nočemo. Vi ste že več kot desetletje del pedagoškega procesa na fakulteti. Kako vi ocenjujete spremembe, ki jih vidite v študentih, recimo pred pandemijo, med pandemijo, danes? Mislim, da se je naredila še večja razlika med tistimi, ki pridejo z željo postati ali pa zaključiti tisti poklic, ki so ga hoteli ali pa vpisali. Tisti, ki so samomotivirani, ki želijo to postati oziroma želijo svoj del življenja posvetiti temu poklicu, so zdaj samo še boljši, imajo več možnosti. In tle korona ni prav veliko vplivala, lahko da tisti trenutek, ko so bili pač omejene dostopi do infrastrukture, ja, ampak zdajle taki prosperirajo. To so študenti, na primer, ko pridejo odprti laboratorij in podobno, ti so dobri.